Pozdravljeni v prvi epizodi Simple Life podcasta 10. junija 2020. Z vami sem Jure Pehar in danes bom sploh povedal, kaj je Simple Life podcast. In fora je, da jaz letos februarja ugotovim, da je poenostavljanje lifea ena bolj zanimivih. Da je to tako že en 7, ne 10 poskus te. Meni se to ful ne da več, pizda. 10krat sem že probal tole posneti, pa vsakič nekaj drugega povem. Jaz bi si mogel napisati, točno k vam povedal. V glavnem, februarja letos ugotovim, da si hočem poenostaviti svoje življenje in da je to ena bolj zanimivih stvari, ki jih jaz počnem, oziroma stvari, ki me res veselijo. V bistvu začel sem zadevo že 13 let nazaj, ko sem ugotovil, da imam zelo veliko stvari, da se njih kar naprej nabira prah in pol prišel do zaključka, da bilo boljše, če imel manj stvari, ker se pol na manj stvarih nabira prah in lahko jaz hitreje vse spucam. In od takrat mi je kapnil, jaz lahko torej nekaj odkrijem, da bi izboljšal in to izboljšam in je moj life lažji. In ta ideja, da si jaz lahko naredim life lažji. A veš, pa to govorim jaz, kaj tako. Belc, moški, ki živi v zahodnem svetu, ki ima fajn familijo in ki je finančno tako, okej. A pa imaš tako ljudi, ki so druge barve, ki sej v Sloveniji ne čutimo toliko tega, ampak drugje po svetu, pač folku, kakšen mu ni fajn, ki se rodi črnc, ali pa ki se rodi kot črna ženska, ki mislim, da ženske imate tako life malo težji, kot moški. In pol, mislim, ne fulno, ampak tako, a veš, pač tak občutek imam, ne vem zakaj. In pol se rodiš še nekje v Afriki, a res, pol tako, kada, mislim, a veš, kaj mislim, pač lahko ti je ful bolj bedno, kot je meni kle v Ljubljani, ki je tako pač cool, načeloma, In če je meni life na trenutke malo preveč zakompliciran, pa težek, kako je lahko šele kakšnemu drugemu. In pa sem se odločil narediti tale blog, simplelife.si, napisan po ljubljansko, simplelife.si. In si na začetku rekel, jaz se lahko lotam tega, ampak samo če dejansko lahko zdajle se usedem in napišem 100 idej oziroma 100 stvari, ki sem jih jaz že naredil, da sem si poenostavil življenje. In evo, klele imam ta svetovni list, sem si dejansko napisal 100 stvari, mislim 113 jih je pol prišlo ven in zdaj bom naredil en podcast, kjer bom v vsaki epizodi predstavil en nasvet oziroma en predlog oziroma eno idejo. In dajmo kar začeti, Ponavadi bom bolj na začetku epizode povedal, kaj je ideja oziroma predlog, tako da lahko dejansko poslušate prve 30 sekund vsake epizode in takoj izveste, oziroma bo že v imenu epizode sam nasvet. Skratka, današnji je poštna nalepka. In to je rumena nalepka, ki jo prepopaš na kaselc in pol ne dobivaš več reklam. Pač poštar kar magično neha nositi reklame in ti jih ne dostavlja več v tvoj kaselc. In pol ti priješ do kaselca, odpreš in tako, jih ni not, in koliko je to dobro. Pač meni je to svetovno, ko pol ne rabiš jih, vzeti iz kaselca, prinesti v stanovanje, počakaj, da se nabere kup, jih nesti v smeti in je pač, zakaj bi svoj čas za to porabljal? Štekam, eni imate toliko malo denarja, da pač rabite gledati kupone pa akcije, pa pač jaz k sreči nisem v tej situaciji, Ampak tudi si predstavljam, tudi ko si v eni finančno bedni situaciji, lahko še vedno ceniš svoj čas in rečeš, jaz se ne bom ubadil s temi letaki, bom rajš teh
dodatnih 5 sekund na dan, ki se mi sprosti s tem, ki nalepam ono zadevo na kaselc. Bom raje teh 5 sekund porabil za to, da ugotovim, kako zaslužiti več keša, ali pa delu na sebi, ali pa pač nekako zboljšal svoj life, in to ne na način, zbiranja centov. Ne vem, saj jaz ne vidim veliko vrednosti v tem, da se ubada s tem papirjem in pol, ti še kakšen letak, ki ga vzameš v roke, da ideja, ti pa to v bistvu rabiš kupiti, ti to rabiš kupiti. In tega sploh nisi hotel zares kupiti, ampak ti zadeva da nekako v podzavesti vtre idejo, da ti rabiš ta ležalnik, ki pol boš ful dobro se počutil, ko boš v tem ležalniku ležal. Pa ne rabiš ležalnika, pa ga nisi hotel, ampak pol vidiš in tako, jaz to rabim. In smo tam, ko kupuješ stvari, ki jih ne rabiš. Zaradi letakov, ki jih dobiš vsak dan v nabiralnik in pol prinosiš domov, in ko se usedeš, da bi nekaj pojedel, valjda jih ponovadi odložiš na jedilno mizo in pol to kar gledaš in tako, jaz bom to kupil, pa to kupil, pa to kupil, pa to kupil. Pač ne rabiš tega kupiti. In ne rabiš letakov, tako da, tako nekako bojo izgledale te epizode. Danes je bila pač ta o poštni nalepki in to je nekako to. Tako da zdaj mislim, da bom na začetku samo na YouTube tole nalagal, pod posnetkom se lahko naročite na nasvete oziroma na tele predloge. To je pa to. Tako da se slišimo prihodnjič.